Čarovničin dvorec. Nekoč je živela huda čarovnica. V kleteh svojega gradu je imela tovarno metel. Vsak teden je poletela v mesto ali vas. Tam se je spustila na tla in prodajala metle kot navadna prijazna ženska. Če pa je čarovnica v kakšni samotni ulici srečala fantka, ki se je potepal sam, ga je zgrabila in zbasala v vrečo. In če je kje na samem srečala deklico, ki so jo poslali v trgovino, jo je prav tako stlačila v vrečo. In kaj je čarovnica storila z dečki in deklicami? Ne, ni jih požrla. Morali so zanjo delati v tovarni metel. Morali so čistiti dvorec, kuhati, obdelovati vrt, morali so narediti vse, kar jim je čarovnica ukazala. Otroci so strašno pogrešali starše, brate, sestre in prijatelje. Bili so zelo utrujeni, nikoli se niso smeli igrati. Ko so bili še doma, včasih raje ne bi šli v šolo. Zdaj pa so jo pogrešali. Za povrhu pa se je čarovnica še norčevala iz njih. Dala jim je piti čuden napoj, ki jih je spremenil v osličke. Sama pa je pila drug napoj, ki jo je spremenil v levinjo. Strašila jih je, jih podila po svojem velikem gradu in se krohotala njihovemu strahu. Ko je čarovnica nekoč spet odletela prodajat metle, so si otroci rekli: "Poiščimo njene čarobne napoje." Odklenili so vrata. V temni shrambi so našli 2 soda. Na prvem je pisalo: napoj za osličke. Na drugem pa napoj za leve. In kaj so storili? Zamenjali so napisa. Ko se je čarovnica vrnila, si je zaželela malo zabave. Otrokom je dala piti iz soda z napisom napoj za osličke, sama pa je pila iz soda z napisom napoj za leve. Na svojo grozo se je spremenila v šepasto oslico. Otroci pa so postali levi. Juhej, podili so jo po gradu, dokler ni skočila čez zid in pobegnila. Zjutraj so otroci spet dobili človeško podobo. Takoj so šli v najbližje mesto na policijo in vse povedali policistom. Ti so čarovnico našli in jo zaprli v zapor. Otroci so se v grad vrnili skupaj s starši. Spremenili so ga v počitniško hišo z udobnimi sobami, igralnicami in gledališčem. Med počitnicami so prihajali tja in se imeli lepo.